Naslednje vprašanje je poslal Peter in pravi, kako lahko AI izboljša našo kreativno produkcijo in pa ali obstajajo primeri, kjer je AI že uspešno generirala oglasne kampanje. Pa so že prišla do teme AI. Se AI je neki vprašanj, valjda. Po moje en zadnjih primerčkov AI generirane oglasne kampanje je bila ta reklama od Spara. Lokalno pridelano. Tako. No, ta je zaradi tega zanimiva, ker je v Sloveniji. Meni osebno se zdi brezvezna. Iz stališča tudi stock footage bi večino teh elementov lahko bolj ali manj zložil skupaj. Pač je zanimiva iz stališča, da je bila zgenerirana z AI-om popolnoma, da bi pa reklama, ki je, ne vem, neke občutke vzbudila v meni ali pa me zabavala ali pa karkoli tega me pa ni, no. Se mi pač ne zdi posebej dobra reklama. Okay. Ne, jaz mislim, da bi več uspel narediti s tem delom, kar je Lexus naredil že 2019, pa sem še malo raziskati, ko najdem neke te primere, sem najdel ta primer. Imamo eno slovensko orodje, ki se imenuje Catalyst AI, ki v bistvu dela te screenplaye, se pravi scenarij za nek video, pač pa iz tega video ti posnameš tako, lahko bi zdaj pa nadgradil, pa ne, in zraven vejom nekaj generiral. Ampak oni so pravzaprav noter 2019 dali vse uspešne avtomobilske reklame in cilj je bil, kako napišejo nek scenarij, v bistvu scenarij napisal iz vsega tega, kako, ne vem, imaš ta eye tracking, ki ti v glas gledaš, kako dojemaš, oni so prav analizirali, ne vem, ljudi, kako dojemajo, kaj je ena barva, druga barva, kako hiter mora biti, ne vem, prenos iz enega kadra v drug kader in so pa posneli, pa v bistvu to screenplay, scenarij, pa so pa iz tega naredili pač ta AI, tako da mogoče ta drugi vidik, kako analiziraš vse, pa še vedno to naredi neka strokovnjak, bi bilo bolj uspešno, mogoče kot pa ta del, da vse uporabaš iz teh stock footage-ov pa zgeneriranih, ker se mi zdi tam malo zgodbe manjka, oziroma je že večkrat slišena zgodba v različnih ponudnikih slovenskih trgovcev, lokalno, tukaj, zdaj, lahko bi mogoče bolj naredil, da bo ta, veš, malo goosebumps pa to, tako da drugič bi jaz kaj drugega uporabil. Ampak drugače primerov kampanj je velik, torej omenil si Lexus, jaz se spomnim ene kampanje, kjer je Heinz delal glase za ketchup, torej ideja, kako AI vidi, kako AI misli, da zgleda flaška ketchupa. Po mojem je, zdaj tle je nekaj Peter tudi spraševal, kje bi lahko vse delal, Malo se že zdaj, sem na zadnjica govorila, mislim, da v nekih komunikaciji, kaj ti že neka orodja omogočajo, generiranje nekih subject lineov, pač naslovov maila, pa ti pomagajo mogoče dati neke inpute, kako zdaj uvod napisati zanimiv, mogoče, če smo rekli, da imaš full mikrosegmentov, pa za vsega narediš mogoče malo drugače, pa še vedno tvoj ton brenda noter, tako jaz bi te rekel, za vse pejte poslušati to epizodo, kjer so o AI orodjih govorila, kjer sva navedla par nekih primerov. Ampak eno je to, da generiraš oglase kot besedilo, slogane, lahko bi natreniral neka copy agency, bi lahko rekla, to so vsi uspešni, daj nam nekaj, ne vem, rabimo nekaj novega, pa bi jim dali idejo, pa bi pa en copywriter, ne vem, imel 5 tam nekih caseov, to mi je v redu, damo neko novo idejo, on pa je mogoče naredi s tem svojim craftom, ki zna jezik, mogoče še bolj uporabiti, naredi nekaj novega. Tako je Persilje naredil nekaj za uporabo AI, tako dirty is good, v bistvu je pa celoten ta messaging noter bilo, da otroci se spreminjajo in da Persilje super sredstvo tudi za to, da ko se za te novodobne otroke, tam so otroci sestavljali nek dron, pa je pa dron razmetal celo mizo, pa vsi so bili pa od kečapa, in da to tudi na unem pranju, ta hitrem, kad danes moraš na hiter pred tudi to očist.
Tako da pa se po mojem slike, pa video posnetke, to ste že zadnjič govorila, to je eno tako področje, pa prilagajanje vsebine, to se mi zdi, da smo zdaj vsi deležni, ne vem, ali je Netflix ali pa tudi kakšna ostala orodja, pa rečemo, da Netflix kot najbolj tak znan, da ti prilagaja neke stvari, glede na to, kaj si prej gledal, pa rečemo, to bi vas tudi zanimalo. No, pa še ta nivo, ki ste rekli, torej tam najle prilagodi posamezniku, ne? Torej ne samo seznama, kjer je stvari, ampak tudi slikco, kako ti predstavnik šel. Pa mogoče ne toliko generiranje, ampak kot napram končni stranki, pa generiranje mogoče zate kot business ownerja ali pa tistega, ki se ukvarja z nekim procesom v marketingu, je pa to, da ti mogoče AI pomaga razumeti neke podatke in tam najdete neke insights-e, v smislu, poglej, tukaj se pa nekaj dogaja. Bistveno hitreje do tega pride, kot pa najde neko anomalije, sej pa, veš, še vedno boš raziskal te stvari, pa šel pogledati, je to zdaj, kaj se s tem dogaja, boš naredil mogoče deep research, ampak tako recimo sva govorila o trolli, se pravi teh od Ferrero brenda, ki so pač ugotovili, da so trolli, te bomboni zelo popularni med gamerji, Coca-Cola, vem, da to tudi veliko porablja, sej temu pa lahko rekli, tukaj mi pravimo find the next best product ali pa naslednjo storitev za posameznika, ne, se pravi, če bi znal razumeti vse te podatke, je pol to ena taka stvar. Pa ne vem, se mi zdi zadnji del je pa še, da jo uporabljaš za neke avtomatizacije, da ti pomagajo recimo neke rutinske naloge rešiti, ne vem, od Adobe-ja sem gledal recimo ta Sensei, recimo, če ti vedno odstraniš nek background, ti on pač vedno pa to neko task vedno naredi sam. Včasih v Lightroomu nastavil vse slike, zdaj to tako pogled, zdaj bi mu pa v bistvu še dodal na 2 koraka zraven, ker si jih ti pol vse sam naredil, pa šel pogledat, pa bi to on naredil, ne, pol dobiš ti v bistvu selekcijo nekih slik, bistveno hitreje ali pa video za obdelati, se pravi, si povečal neko produktivnost, ne, ni pa nam iz tebe spet tega uredeno. Okay. Ne, hudo, ful si šel strukturirano čez. Jaz si mogoče sam 2 primerčka že predstavil neke kampanje, ki je bila ali zgenerirana ali vplivana z AI-om, pa je bilo cool, pa jih nisi imel v primerih. Eno je tisto, kar sem na začetku govorila, glede analize, torej Ben & Jerry's se je z Unileverjem povezal, kjer so naredili AI trend analizo nekih okusov, oziroma iskali nek prostor še za Ben & Jerry's in iz tega je nastala kampanja Sladoled za zajtrk, kjer so naredili 3 nove okuse, ki so torej nek Ben & Jerry's Frozen Flakes, torej sladoled za zajtrk, basically. Ta je bila zanimiva. Pa ena to, pač zaradi tega, ker smo jo mogoče tudi vsi videli, ker je bilo tudi na slovenskih policah. Nutella je naredila, torej te take full barvaste packaginge imajo na kozarcih. To je v bistvu, dizajni so zgenerirani z AI-om, ne bi predstavljali torej neko široko italijansko ali pa to širino italijanske kulture in naredili so 7 milijonov različnih unikatnih dizajnov. In to vem, da sem videl tudi pri nas v štacunah te. Ja, doma v omarje. Sam zdaj vem dejansko, zakaj. Mislim, da je to tako, da se. Jaz tudi mislim, pač, ja, niti nisem opazil, da je res vsak različen v onem paketu. Sem mislil, da jih je pač 10, ne 7 milijonov.